Lep pozdrav vsem skupaj. Evo, jaz se spet odpravljam nekam na potovanje. Sicer bo kratko, ampak sladko. Odpravljam se v Bosno in Hercegovino. To je moja destinacija številka 1. Potovanje v Bosno ni samo potovanje, ampak je doživetje. Jaz se že ful veselim, kaj vse bom videl in kaj vse bom doživel. Tole, kar vidite pred mano, to je en del moje fotografske opreme, ki bom s sabo vzel. Kam grem? Grem na reko Uno za 2 do 3 dni. Tam bom rabil GoPro za pod vodo, se pravi, tam je veliko slapov. En link najdete v opisu tega videoposnetka, pa si poglejte, kako je tukaj lepo. Sem namreč bil pred 2 leti in takrat je postal ta lep video, ki si ga lahko ogledate. Tako da GoPro bo zelo prav prišel. Jaz rad v kakšne slape grem od zadaj za vodo, pa to snemam. Včasih sem v GoPro 4, zdaj imam pa 7-ko, tako da mislim, da ima ta boljš svetlobo, tako da bojo boljš posnetki. No, potem imam tale fotoaparat Panasonic oziroma Lumix, huda mašinca. Posodili so mi jo za 10 dni in jo bom vzel v Bosno, da malo pretestiram. Na mojem Facebook profilu ste lahko danes že videli objavljenih par slikc mojih muckov, tako da ful dobra zadevca za slikati, vsaj zame, tako da mislim, da bom ful dobre slike naredil. No, potem zadeva, s katero nikamor ne grem, to je moj dronček. To bom tudi hude posnetke naredil, tako da sem prepričan, da bojo zelo lepi. Na Uni je cel kup slapov, tako da to bo noro, tako da komaj čakam. No, potem imam pa še telefonček, to je pa Huawei P30 Pro, ki je daleč najboljši telefon za slikanje, z daleč najboljšo kamero, tudi z odlično baterijo. Tako da vidite, veliko bom mu dela s slikanjem, ampak se bom super imel. Zdaj, da vam še povem, kako bo potekala pot. Grem preko Metlike, Karlovca, po stari cesti proti Plitvicam. Ustavim se na enem lepem kraju, ki se imenuje Rastoke. To je tam, ko se ena reka zliva v Korano, pa zdaj ne vem čisto točno, katera je, pa pri katerem kraju je to, imam ga na koncu jezika, sam se ga ne spomnim. Slun je ta kraj. Lepo, tako da tukaj se najprej ustavim. Potem grem na goro Plješivico. To je gora, kjer je imela včasih vojska neki radarski sistem. Potem pa v vojni, ki je bila od 91. do 95. je gor imela ta UN tudi bazo. In to se pride gor z avtom, zelo zanimiva zadeva, tudi še neki rovi za pogledati, tako da tega se tudi izredno veselim, da bom videl. To je še na hrvaški strani. Potem grem pa že pogledati spet tale aerodrom Željava. To je tudi ena zelo zanimiva zadeva, kjer je imela Jugoslovanska ljudska armada ne letališče, v bistvu avione je imela shranjena noter v hribu, to je pod to goro Plješivico, noter je šlo okoli 60 migov. To sem si že pogledal lansko leto, ampak nisem bil pripravljen, nisem v bateriji, nisem imel nič, tako da jutri grem to bolj pripravljen iz več opreme, tako da to tudi se veselim, da bom videl. No, potem pa preko meje v Bosno, čez Bihač. V Bihaču kupim tole SIM kartico, da si bom zrihtal, da imam
pač skozi internet na telefonu. Potem pa do Kulen Vakufa, to je en manjši krajček ob reki Uni. Tam prespimo, potem naslednji dan si gremo pa pogledati te najbolj znane slapove na reki Uni, ki se imenujejo Štrbački buk. To je to, kar sem rekel, da si pogledajte link, je v opisu tega videoposnetka. Neverjetna zadeva. Pa tudi na Uni je veliko zanimivih teh slapovčkov. V Martinbrodu so tudi slapovi, sem tudi že bil. In prepričan sem, da je še veliko zanimivih krajev ob Uni, kjer se splača ustaviti. Potem od tukaj naprej gremo proti Drvarju. Tam si ogledamo to Titovo pečino, pa en muzejček je. Jaz sem to sicer že 10-krat, 15-krat bil, tako da me to glih najbolj ne zanima. Ampak so mi te kraji tam všeč in imamo tam tudi eno super prenočišče, tako na lepem kraju, nekaj ena etno varianta, tako da tukaj bo siguren super. Kakor sem rekel, potovanje v Bosno nisem potovanje, ampak je doživetje, predvsem zaradi prijaznih ljudi, tako da to je ful super, se tam malo usede s kom, podebatiraš, tako da meni je to super, uživam v tem. No, potem zadnjič spimo pa nekje pod Kozaro, to je pa malo stran od Une, tudi ena super taka bolj etno zadevca. Potem si tudi Kozaro ogledamo, sem tudi že bil parkrat, tudi zanimiva zadeva, ampak jaz se na kraje, kjer sem že bil, rad vračam, pač na tistih krajih, kjer mi je bilo luštno, tako da tudi Kozara je super lepa narava, tako da komaj čakam, da to vse vidim. Tako da to je, kar se poti tiče. Grem pa z osebo, ki imam najrajši na svetu. Sem rekel, da se malo oddolžim, pa da jo peljem na potovanje v Bosno. No, ta oseba je moja mama. No, imam najrajši na svetu. Tudi ona ima zelo rada mene, zelo veliko zame naredila, tako da sem rekel, da jo peljem majčkeno na izlet, da se bo malo spočila. No, potem sem pa zraven rekel, pa še sestro vzamem, da ne bo mami dolgčas z mano. Tako da si obetam ful luštno potovanje in že komaj čakam, da jutri zjutraj gremo, ker to bo neverjetno. Veliko zanimivih stvari bomo videli, prijazni ljudje, odlična hrana, cene nizke, tole tudi ta prenočišča, ki imamo, nekje smo za 3 plačali samo 35 €, tako da Bosna je izredno poceni, tako da zmeraj vsakmu svetujem, pejte v Bosno, ne bo ti žal, super se boš imel, malo boš zapravil, ljudje te kot Slovenca cenijo, tako da zame ni boljše destinacije, čeprav sem že velik del sveta prepotoval, ampak Bosna je zame destinacija številka 1. Tako da spremljajte me na Instagramu, Facebooku, YouTubeu, vsak dan bo ogromno lepih slik, videoposnetkov, kaj bom povedal, tako da sem prepričan, da bo zanimivo, tako da spremljajte me. Nič, lepo se imejte, tudi ostali, želim vam, da tudi vi greste na kakšen super izlet ali pa na morje ali pa karkoli. Če pa še ne veste, kam bi šli, pa razmislite v Bosni. Če mislite, da to mogoče ni najboljša varianta, spremljajte me, pa boste videli, da je. Nič, lepo se imejte.